Fantasy. Radio Fantasy. Sleeping in my car je naslov tele pesmi. Kaj pa je tole? Čakaj, kaj? Nekaj nama zvoni. Ej, eno Upam, lepo da ni- dobro jutro. upam, da ni zadnja ura. Praznično in pravlično. O, Vladimira, skale, pozdravljena. Res je, en lep pravličen pozdrav vama kličem. Ne? Kak mini zvonček, pa tako glasen. Ja, ni lepo, tako, mislim, res čisto prazničen. Mi dva smo kaj večja, pa smo tudi tako kaj izglasna. Se veš, kaj je v malih flaškah. Pusto zdaj. Eno lepo dobro jutro, v bistvu Dobro že kar jutro. dan vama kličem. Ne? Kaj te je prineslo, Vladimira? Ja, v bistvu me je prineslo povabilo v Šuši, bila je tako skrbna. V bistvu je me že pred mesecem dni povabila, da je pa prav, da 25 let pravlične dežele takole obeležimo tudi v eter Radia Fantasy. Prav pa je, da povem, da je Radio Fantasy ta, ki je prvi boter pravlične dežele že celih 25 let, kar je nekaj izjemnega. Sem pozabila poslati džingl. Ja, Pa smo spet si nekaj pozabila. Ti. Ne, ni. 25 let, torej lahko rečemo, da gre za srebrni jubilej. Ja, res je. Srebrni jubilej, tako čas beži, tako me velikokrat ljudje vprašajo, pa kaj ste to tako načrtovali. Ne, v bistvu smo z leta v leto gradili, to je v bistvu zelo zahteven projekt, je obsežen, ne, traja v bistvu letos 12 dni do 14 dni, tudi do 17 dni je trajalo zelo zahtevno, velika kompozicija ljudi, veliko usklajevanja, prihoda šole. Primarno je bil projekt namenjen celjskim osnovnim šolam, prvi triadi. Tu velja velika zahvala Martinu Groseku, ki je bil takrat koordinator ravnateljskega zbora osnovnih šol, ko so bili takoj za stvar, pa gospe Marjani Kolenko, mislim, vrhunski. To je čisti začetek, ne? Ja, čisti začetek. Vprašanje. Ali slučajno poznaš imena prvih 3 vil? Seveda. To je bila Biserka Božič, Mojca Krajnc in pa Ditka, zdaj Petek. To so bile vrhunske punce, ki so bile tudi VS modeli in takrat, ko smo osnovali to idejo, ker sem jih tako poznala osebno, sem jih povabila in so to vlogo prvo odlično izpeljale, ki je bila res zelo zahtevna, ker ti, da nekoga prepričaš, prvi del pravlične dežele sta bile na dvorišču Knežjega dvora v Celju in je zelo lepo prizorišče to, ampak je malce hladno, ne, ker je okoli obzidje in v bistvu, da zanimiraš takrat dogajanje. Spomnim se pa, da mi je bil takrat taka podpora Vili Einspieler, ki je imel malo, hči je bila še manjša in v bistvu vsak dan sta prišla in on je vedno rekel, veš, tole pa super za otroke. Ne? Tako da je v bistvu bil to takrat, ko nekaj postavljaš, je super, če imaš koga, ki je v bistvu pa recimo reče, le, to je pa dobra stvar ali pa je navdušen nad dogajanjem. Predvsem pa tisti ljudje, ki so prišli od drugod domov, ne, za praznike, so kako, to je pa super, to je pa animirano, ker ponavadi imaš neke infrastrukture postavljene, ampak se nič ne dogaja, ne, ali pa samo morda kakšne delavnice, tu pa teče jutranja animacija od 10 do 12 in vsako popoldne med 17 in 19. Ampak vsem, kak si prišla na idejo pravlične dežele sploh? To je bil v bistvu en tak velik izziv. Jaz sem bila mestna svetnica v tem prvem sestavu od 98. in sem bila v odboru za prireditve in takrat se spomnim, da je gospa Slavica, ki je bila vodja celjskih sejmov, mislim, sejmskega dela, sejmarjev, rekla, da bojo umaknili sejm iz mesta. Res so bile mogoče enih 5 hišk, včasih so še bile take malo starejše temne hiške in kadar je bilo zjutraj mrak ali pa da je bila megla v mestu, res ni bilo tako prijetno in da to pa res ni nobenega povpraševanja, pa sem rekla, pa veš, da se da to nekaj narediti. In takrat je padla ideja, sem zložila ene ključe, ki so še vedno zelo dobri, to je ta jutranja vodenja od 10 do 12, ki so namenjena šolam, obisku šol, triade in potem razveseliš malo gostince, otroci pomahajo, vile pomahajo in potem popoldne od 17 do 19, ker je bil namen, da pridejo starši z družinami v mesto, ne, in vrhunec, prihod Božička in Dedka Mraza in to je v bistvu ta formula, tudi časovno omejena v spoštovanju do družin in otrok. In takrat je bila vodja kabineta Aleksa Gajšek Krajnc, ki je v bistvu, to je zelo pomemben segment, to idejo zastrigla z ušesi in jo v bistvu podprla. V mestu se je tako komunalna direkcija, takrat je bil Jože Smodila, vodja oddelka za to komunalno infrastrukturo in ko smo se pogovarjali, pa seveda tudi gospod Pfeiffer, potem čist končni vodja, ampak ko sem rekla, kako bi postavili v mesto, pa tako, pa je on kar kimo, ja,
pa bomo poskusili, pa grem ven, ne, tako navdušena, pa se obrnem, to moram povedati in se obrnem nazaj, smo še hotela gospe Aleksi nekaj reči, ne, recimo to bi pa to, in ga vidim, kako on pokaže Aleksi, to ne bojo videli poslušalci, ampak tako prčelo, tako z roko, maj se, ta je pa res trčena, ne. Ampak v resnici je on v bistvu z ekipo Mika doma že takrat, Vikend Krajn, sem velja cela zahvala ekipi Mika doma, mi včasih fanti rečejo, nas pa nič ne omente, v bistvu so res pripravili izjemno kuliso, ki je še danes v bistvu postavitvi, zdaj imamo v bistvu arhitekte v zasnovi prostora na mestni občini Celje, kar je zelo pomembno, Tanja Srdic, zdaj 2 leti že Manja Berginski, v bistvu infrastrukturno pomagajo, ampak to je ena najlepših kulis gotovo v Sloveniji. Ne. To v bistvu tudi nam povedo fotografi, ki za Slovensko turistično agencijo slikajo in potem zelo, zelo lepo in mislim, da je to tudi nek prepoznavni znak pravljičnega Celja in pravljične dežele, absolutno. Ne več spraševati, ker Vladimir na eno vprašanje zelo dolgo odgovarja. Ja, oprostite, ampak je to treba vsebino, pa srčnost. Bomo pa zdaj v nadaljevanju tudi povedali, kaj je novega v pravljični deželi in slišim, da bo en podstavek šuši, da se bo tudi videl, ne sam čulo. V redu? Zdaj bo čez 3 minutke. 15 minut je čez 9, Vladimira Skale je z nama in seveda proslavljamo proslavljamo srebrni jubilej pravljične dežele. Tak, po eni strani je 25 ful mal, po drugi strani pa za take projekte zelo velik. Ja, res je, v bistvu velja ena velika zahvala vsem soustvarjalcem, ki so nam vseh teh 25 let pomagali. Ni bil načrt, ne, 25 let, bilo je samo iskreno, vsako leto znova se potruditi in doživeti in potem, ko pa pogledaš nazaj, pa 25 let neke vztrajnosti in nekih čudovitih ljudi, vsem smo mi izhajali res iz te pravljičnosti, ne, namenjena najmlajšim. Ok, se pravi, od samega začetka dalje pa je tudi tole zraven, poslušamo. Pravljična dežela. Pravljična dežela odpira svoja velika pravljična vrata. Pričakujemo vas v petek, 20. decembra ob 17. uri, ko bodo v naši družbi pravljični zborček, pa Srebrna vila Glasnica, pa seveda osnovne šole, osnovna šola Hudinja, osnovna šola Lava in z nami bo tudi osnovna šola Frana Roša. In govori se, da naj bi se v pravljični deželi oglasil tudi sam Božiček. Vsako jutro od 10. do 12. in popoldne od 17. do 19. Vam kličemo pravljični pozdrav, pravljični junaki, pravljične dežele. Pravljična dežela. Ta pravljična dežela je skozi zraven, ni? Ja, res je, to pa velja ekipa vam, mislim, moja ekipa, jaz rečem, to je Radio Fantasy, tudi Robi Šprahu, ki je lastnik Radio Fantasy, ko sem njemu povedala to idejo, je on bil v bistvu odvedno za, tako rečem, prvi partner zgodbe in smo takrat zastavili te džingle in mi res veliko pomenijo in seveda je tudi Radio Fantasy naredil pravljično deželo, saj smo se slišali v bistvu v celo regijo, po celi Sloveniji zdaj, kar je v bistvu za tak velik projekt res izjemno. Ne? To je nekaj takih partnerjev, ki znajo, prepoznajo, vidijo, te podprejo, jih niti ne rabiš drezati, te še spodbudijo in vedno razpravljamo in dal mi je vrsto idej in predlogov in ti džingli so res čisto edinstveni in od Radio V Fantasy. našem programu, Vladimira, so pa od petka dalje, ko se odpre pravljična dežela, tudi pravljice. Res je, tudi to, ne, kako je lepo, kako zgradili smo pravljično v času korone, da smo tudi otroke pocartali v skozi eter Radia Fantasy, 17 minut in 7, čisto pravljično, je vsak dan tudi pravljica na Radio Fantasy, tako da se res povezujemo in regijo držimo in jo praznično in pravljično obarvamo. Tako da hvala celotni ekipi, tudi to je prav, dobrih zgodb ni brez pravih pravljičnih ljudi. Ja. Imaš kako vprašanje še za Vladimiro, ker veš, da bo dolgo? Jaz mislim, da To je všeč Vladimira, da skozi zraven zdaj Ne, lepo v bistvu cinga. jaz sem hotela sam 25 let obstoja, 25 let nadgrajevanja Ja. in letos 3 novosti. Res je, to pa velja velika zahvala Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celje, ko smo se pogovarjali. V bistvu tak projekt rabi en velik doprinos, je prav, da povemo, da to ni tako enostavno in letos je Srebrna vila Glasnica in ravno včeraj so šolski center Celje pripeljali en velik pedestal, to še ne vedo razen tisti, ki so prišli zraven. A to bom jaz to Ne, tako ja, To je zdaj ne, to tista je stvar, samo ko sem prej omenil, Tako, da lahko šušite video, tudi ne sam slišal. Ja, res je. Izjemno so se potrudili, nas tudi razumeli, gre za eno interpretacijo v prostor ob 25-letnici Srebrna vila Glasnica, ki otvori in napove dogajanje, pa pravljični zborček, pa himna
Matevža Goršiča, ki je naš sosed in smo se dolgo časa pogovarjali, smo rekli, letos bomo pa to realizirali in seveda nastal je tudi en zelo lepa kompozicija piedestala v to prazničnost in pravličnost, ki jo je zasnoval Zavod za kulturne prireditve in turizem z ekipo arhitektov in snovalcev, ki se jim tudi izredno zahvaljujemo, ker je bil to kratek čas. Tako da se res novosti nizajo, poleg tega pa prav, da povemo tudi, da v Celje pripelje kar 10 pravličnih vlakov, ki so animirani in že ta petek iz smeri Velenja. Sem ravno hotel reči, kamor po Sloveniji greš, kar naenkrat zagledaš pravlične vile pa Vladimiru. Zadnjič v Ljubljani vidim, Ja, to je pa lepo presenečenje, ni res, na prvem peronu Slovenskih železnic velja velika zahvala, to je pa tudi en velik projekt, tako kot pravim, da je malo teh partnerjev, ko se potem res razvijajo ene izredne zgodbe s Slovenskimi železnicami, Tanja Rotovnik in pokojni Miloš Rovšnik je bil ta, ki je bil boter tega projekta in v bistvu 4 ljudje so zložili skupaj, ne, Slovenske železnice so velik sistem in skoraj nihče ne more verjeti, da nam je res to uspelo in ne, da v evropske prestolnice, temveč v pravlično Celje vozijo pravlični vlaki in že ta petek začnemo, tako da je res. To je to. Zdaj v petek. Kdaj začnemo, pa koliko stane to? Tako, hvala, da si vprašal. V petek začnemo že zjutraj jutranja vodenja, to je za najmlajše, se pravi prve triade že prihajajo v šole, v mesto, ogromno jih je, to je osnovna šola Lava, pa osnovna šola Frana Roša, Hudinja, Ljubečna, to je 10. do 12. in potem odpremo velika pravlična vrata ob 17. uri, seveda Srebrno vilo glasnico, pa zborček, pa celotni velinski zbor in kaj se govori, da vam povem? Da se bo v pravlično deželo pripeljal tudi sam Božiček. Če to drži, sem jaz danes njegova Božičkova pomočnica te praznične in pravlične dni. Lepo. A smo povedali, koliko to stane? Koliko to stane? Ja. No, zakaj pa je zgodba tako lepa? Zato, ker je dostopna čisto vsakemu. To je bila pa zgodba že od začetka, brez razlik, da lahko pridejo vsi otroci in hvala, da ste to vprašala, ker je namenjeno predvsem otrokom, da lahko samo postojijo, prisluhnejo, gledajo, poslušajo in so del prazničnega vzdušja in pravličnega sveta, brez razlik. In to je v bistvu mogoče najlepše sporočilo. Hvala za vprašanje. Okay. Ena stvar je še, pravlične vile, oziroma pravlična bitja so lani obdarovala tudi otroke v Splošni bolnišnici Celje. Kaj pa letos? To je pa Šuši kako lepo, ne? To so pa male skrivnosti, ki jih imajo samo redki. Res je, tudi letos poklicna gasilska enota z ekipo Splošne bolnišnice Celje pripravlja eno presenečenje za svoje otroke in to velja velika pohvala tudi mestni občini Celje in potem nas prosijo in mi prav za Božič naredimo presenečenje, približno nekaj minut čez 12, to se bomo dvignili z dvigalom poklicnih gasilcev, bodo dvignili Božička in vile in bomo pocartali in malce praznično razpoložili tudi otroke v Splošni bolnišnici Celje, kar je izjemno, ker nihče ne pričakuje tega in to je res ena taka zelo velika intervencija in zahteven projekt in hvala vsem in tudi tebi, Šuši. Ja, malenkost, v glavnem vidimo se v petek v pravlični deželi. Ja, super. Veste kaj, nekaj vam ne povem. Želimo vam, pravlični junaki pravlične dežele, da se celotni ekipi Radia Fantasy kaj lepega in prazničnega dogodi. Kajti v življenju merijo dobri ljudje, dobre zgodbe in lepa praznična in pravlična sporočila in seveda, da nas takole vsako jutro razpoložite in naredite dan drugačen, dinamičen in ko poslušaš Radio Fantasy, si vedno dobre volje, ne, zaradi dobrih ritmov in pravličnih zgodb. Hvala lepa. Ja, hvala enako. Zdaj čestitke še enkrat ob srebrnem jubileju. Zdaj gremo mi iz jetra, ker gremo rezati torto. Ja, torto imamo! Hvala lepa. Hvala, čau, čau. Čau, čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.